Mehatronika je praktično vse povsod okrog nas. Vsi recimo poznamo robotske kosilnice, robotske sesalnike, še več mehatronskih sistemov pa lahko najdemo v industriji. Tam lahko srečamo velike robote in najrazličnejše stroje, ki opravljajo težka in nevarna dela namesto ljudi. Lahko pa naletimo tudi na takšne majhne, sodelujoče robote, ki delujejo kot človekovi pomočniki in pri delu sodelujejo skupaj z ljudmi. Vsi ti sistemi ne bi obstajali, če ne bi inženirji z področja strojništva, elektrotehnike in računalništva združili svojih znanj. Mehatronik je ravno tisti, ki zna vsa ta znanja združiti v neko celoto. Spozna se na to, kako je recimo robot sestavljen, na robota zna povezati senzorje, ki lahko detektirajo, kdaj se ga bo človek dotaknil. Zna pa tudi sprogramirati robota, tako da ga nauči, kaj se bo zgodilo, recimo, ko bo človek pritisnil neko tipko. Mene je za tak poklic navdušil moj oče, ko je pri mojih 11 letih odprl podjetje, v katerega je trenutno vključena celotna družina. Takrat, ko sem kot čist mala punca vedno z velikim zanimanjem spremljala, kako iz neke ideje na listu papirja nastaja nek stroj oziroma naprava. Zanimivo je bilo predvsem to, ker je bilo vedno nekaj drugega. Enkrat je bil recimo to nek stroj za farmacevtsko industrijo, drugič pa recimo za neko avtomobilsko industrijo. Zato sem se potem kot neka čisto povprečna gimnazijka odločila, da se vpišem na študij mehatronike na FER-i. Mehatronika zagotovo je poklic prihodnosti. Glede na trenutni trend lahko tudi v prihodnosti pričakujemo, da bodo vse več težkih in nevarnih del prevzeli roboti in drugi inteligentni stroji. Mehatronski sistemi bodo postajali vedno bolj kompleksni, sigurno pa bodo vključevali tudi umetno inteligenco. Ker bo potreba po teh sistemih vedno večja, bo vedno večje zanimanje tudi za poklice, kot je recimo mehatronik, saj bomo potrebovali nekoga, ki bo te sisteme načrtoval, jih razvil, sprogramiral in jih kasneje tudi vzdrževal in servisiral, kar pa so dela pisana na kožo mehatroniku.